Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In tako kot vsak ponedeljek tudi danes pogledamo, s čim nas bodo navdihnili angeli, kaj je tisto, kar predlagajo, da v tednu, ki je pred nami, upoštevamo in zato mogoče lažje živimo, bolj lahkotno, predvsem pa, da se manj obremenjujemo s stvarmi, ki morda niso pomembne. In prva karta, oziroma energija, s katero bomo začeli teden, je nadangel Haniel in visoka svečenica. Karta visoke svečenice pravi: poslušajte svoj navdih. Predvsem pa govori o tem, da je že vse znotraj nas, da v vsakem izmed nas prebiva tista visoka svečenica oziroma svečenik, ki točno ve, ki točno pozna stvari, ki so mu ali ji stvari jasne. In ne potrebuje nenehnega umovega brbljanja in nenehnega ukvarjanja s podrobnostmi, ampak zna pogledati nekako od zgoraj, je opazovalec oziroma opazovalka, predvsem pa visoka svečenica je tista, ki zna poiskati pravi odziv na situacije. V situacijah se namreč čisto prevečkrat reagiramo, namesto da bi se odzivali. In to lahko naredi veliko razliko. To je tisto, kar ponavadi pravijo: najprej preštej do 10, potem pa reagirajo, ne? In ta karta govori točno o tem, da dajte premisliti, preden naredite korak, dajte premisliti, preden nekaj rečete, dajte premisliti, preden nekaj naredite. In druga karta, šestka, nadangel Rafael in zaljubljenca. To je karta, ki govori spet o skrajnostih tudi, o tehtanju odločitev, o tem, kako različne pole povezujemo. Predvsem govori o polarnosti, o tem, da ima vsak pol ima svoj nasprotni pol in da se je potrebno zavedati, da samo skozi iskanje enega ravnovesja pridemo do tistega, kar iščemo. In v tem kontekstu je karta tudi karta zaljubljencev oziroma ljubimcev, ki govori o naših intimnih odnosih, se pravi o tistem ena na ena, kako v teh odnosih vzdržujete ravnovesje. In če povežem še prej z visoko svečenico, se pravi, kako se odzivate v odnosih, zakaj se tako odzivate, kot se odzivate. Malo pregledati svoje intimne odnose v tem tednu in načine delovanja znotraj njih, se pravi, kako vi delujete v teh odnosih. In pa še tretja karta, nadangel Raziel in puščavnik. Puščavnik pa vedno nakazuje nek zaključek nečesa, enega cikla, in sicer gre za potovanje navznoter, se pravi, gre za to, da se umaknemo vase, da pogledamo, kako stvari stojijo, da premotrimo tisto, kar je za premotriti in da na nek način premeljemo znotraj sebe v eni taki kontemplaciji, v meditaciji, tisto, kar nam je pomembno. Ta teden so 3 zelo močni angeli, se pravi nadangel Haniel, Rafael in pa Raziel, tisti, ki jih lahko pokličete in jih poprosite, da vam pomagajo v vaših odnosih. Poprosite, da vam pomagajo v tem, kako se odzivate na situacije, na ljudi in pa sami nase. In v tem tednu bi vas zato povabila, da
da res ste pozorni. Namreč, ko smo pozorni, takrat stvari vidimo in takrat lahko šele tudi stvari potem spreminjamo na to, kako delujete, in da se večkrat vprašate, zakaj je bila moja reakcija zdaj točno taka, zakaj sem reagiral ali pa reagirala na ta način. In velikokrat reagiramo iz nekih naučenih vzorcev, ki smo jih ali pri vzgoji dobili, ali smo jih nekje videli, v glavnem iz navade največkrat reagiramo. In to navado se da spremeniti. Vedno se da te zadeve predrugačiti, ampak začeti je pa treba tako, da opazujemo. Zraven pa še vabilo, in sicer v petek in soboto bomo imeli delavnico Zaljubi se vase. Kaj bi za vas pomenilo, če bi se imeli za 30% bolj radi? Kaj bi za vas pomenilo, če bi se imeli za 50% bolj radi? In kaj bi za vas pomenilo, če bi se imeli neizmerno radi? Sigurno bi znali boljš postavljati svoje meje, sigurno bi znali veliko prej dvigati svojo vrednost, tudi v finančnem smislu. Sigurno bi imeli drugačne odnose, zato ker si določenih stvari ne bi dovolili. In sigurno bi bila vaša vrednost veliko višja od te, kjer je zdaj. Tako da, bolj ko se imate radi, bolj ko ljubite sebe, lažje postavljate meje, lažje postavljate svojo vrednost in veliko lepši odnosi se lahko odvijajo v vašem življenju. In ko imate radi sebe, se znate veliko bolj ceniti, veliko večjo vrednost si date, in ko začnete sebi dajati to vrednost, ko začnete ceniti sebe, se začnete spoštovati in se to začne odražati tudi v ljudeh okoli vas, kar pomeni, da vas tudi drugi bolj cenijo, da vas tudi drugi bolj spoštujejo, da si lažje postavite, finančno ceno, da si lažje postavite ceno, ki ste jo pripravljeni plačati za odnos, za ljubezen, ceno, ki ste jo pripravljeni plačati za to, da živite v enem čudovitem življenju, polnem obilja. Tako da lepo vabljeni, se pravi 3. in 4. junija v hotelu Nox bomo imeli delavnico Zaljubi se vase, več informacij pod temle videom spodaj. Mi pa se ponovno vidimo v ponedeljek z novimi navdihi. Tako da želim vam, da najdete svoj oddih in da vam tam angeli ponudijo vaš lasten navdih. Lepo se imejte. Čau, čau.